Presenečenje je pravzaprav bila ta razstava. Niti nisem imela neke silne želje ali volje ali karkoli in se je oglasila Zala in me vprašala, če bi bila jaz za to. In s tem me je zelo, zelo razveselila. Prostor je zares velik in zadeva je, da ne vstopaš v prostor, ampak si kot nek gledalec na tem odru, hodiš mimo oken in gledaš in to se mi zdi čisten, svojstven pristop. Lovro je izbor delal, postavitev naredil. Prej sem vse razstave sama predvidevala, kako bo stalo in potem postavljala. Tle si je bilo pa zares presenečenje. In Lovro se je odločil, katere kose in postavitev naredil. Urška Sadar je tudi sodelovala pri organizaciji, ker je precej dela bilo, precej materiala za najti in tako. In na koncu je bilo res uspešno. Ja, v bistvu te stvari na tej razstavi niso na novo narejene, to je vse že bilo. Prej je pa tako, dejansko sem sestavljala kot v daljšem obdobju, to je veliko dela, to gre zelo počasi, kot neke elemente. In v nekem času neke barve, nek način, ki pa imajo neko skupno nit. In na koncu so pri vsaki razstavi sem izbirala glede na prostor. Ko delam moja dela, začne se z mislijo, začne se z idejo, začne se z neko silno željo, da bi z nekih določenih nitk nekaj nastalo, kar je pravzaprav proces precej dolg do realizacije. Od ideje je potem vse skicirano, potem gre do načrtovanja posameznega elementa, do tega, da kako bojo ti elementi sestavljeni v celoto v prostoru. Vse mora biti narisano, potem pa stkem na ročne statve, to v bistvu izhaja iz zelo tenke niti, ki se potem po načrtu zriše v realnost. Zanimala me je predvsem tekstil in ko sem zagledala dela Magdalene Bakanovič, na primer, in vse te, se mi je zdelo čudovito. S časom sem ugotovila, da pravzaprav to nima nobenega smisla za mene osebno, da si želim delati čisto nasprotje, neke transparentne, lahke, prostorske zadeve, barvite in popolnoma drugačne v bistvu. In s časom se je sestavljala ideja, kaj pravzaprav želim. To je proces, ni bilo kar presvetljenje v trenutku. Ko sem v ateljeju in ure tkem, je pravzaprav zelo prijetna meditacija in umirja človeka. Ni to samo neko garaško delo, kot si marsikdo predstavlja. Kasneje sem si tudi želela, da bi to bilo na nekih selekcioniranih razstavah in sem zato pošiljala in bila zelo zadovoljna, ko sem bila zbrana, na primer, zelo ponosna za Trienale v Lodžu, potem na Poljskem, potem na mnogih državah. Zelo zanimiv je bil Kyoto na Japonskem, to je bil tudi razpis, potem objave v knjigah, kjer sem tudi pošiljala slike in so bile potem objavljene v osnovah umetnosti z drugimi umetniki, kar se mi zdi, da je priznanje, da pravzaprav tekstil je lahko tudi umetnost. Zelo zadovoljna sem bila pravzaprav, ko sem dobila nagrado Prešernovega sklada, kar mi je pomenilo tudi v Sloveniji neko priznanje. Ker v tujini je sicer lepo, ampak vsak si želi tudi doma.
Ja, pri tem delu naletiš na veliko težav in zelo pomembna mi je bila podpora družine. Vsekakor brez tega ne bi, to je bilo že družina doma, oče, mama in kasneje moj mož, ki mi je pravzaprav že od gimnazije naprej ves čas velika opora. In vsakemu seveda težje je sam.